Danes v Pomurskem dnevniku. Projekti Pomurskega sejma. Načrti za severni del mesta Murska Sobota. Mura remizirala z madžarskim prvoligašem. Za vino Stare Trte iztržili 1200 evrov. Vreme, jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Družba Pomurski sejem se je ozrla nazaj na uspešno lansko leto in predstavila nove cilje ter projekte v letu 2020. Letos napoveduje kar 6 sejmov: Megra, Green, Medical, Agra, Impact in Sobra. Zgradili bodo tudi nov kongresni center ter razširili medeni hram. Leto 2019 je bilo za Pomurski sejem uspešno leto, čeprav so pripravili manj sejmov, kot jih bodo pripravili letos. V 9 sejmskih dneh so lani pripravili le 4 sejme: sejem lov, ribolov, naturo in agra. Sodelovalo je kar 2145 razstavljavcev, obiskalo pa jih je okoli 132 tisoč obiskovalcev. Letos pripravljajo še bolj raznolik in pester program. Ja, v tem letu smo se res zadali zelo pester program, tako na področju sejemskih prireditev, ki jih bo kar 6, in pa 7 strokovnih ocenjevanj. Poleg tega smo si veliko zadali tudi aktivnosti na področju izgradnje infrastrukture. Pripravili bodo sejem Megra, Green, Medical, Agra, Impact in Sobra. Poleg sejmov pa bodo letos priredili kar 7 strokovnih mednarodnih ocenjevanj ter tudi natečaj za slovenskega Oskarja za embalažo. Seveda bomo veliko pozornosti namenili tudi mednarodni slikarski koloniji, ki bo letos na naši strani, torej na slovenski strani. Letošnje leto so že tradicionalno začeli kraljevsko. Okronali so 24. vinsko kraljico Slovenije in tako otvorili dogodke, ki prihajajo v sklopu Pomurskega sejma. V kratkem družba Pomurski sejem načrtuje tudi razširitev infrastrukture. V načrtu imajo gradnjo novega kongresnega centra z dvorano za 360 ljudi, razširili pa bodo tudi medeni hram. Na kmetijsko-živilskem sejmu bi potrebovali najmanj še kakšnih 5000 kvadratnih metrov pokritih razstavnih površin in pa predvsem tudi več kongresnih dvoran. Zato smo se za letos odločili, da bomo v prvi vrsti investirali v kongresno dvorano, ki jo nujno potrebujemo, in sicer takšno dvorano, ki sprejme več kot 300 obiskovalcev oziroma slušateljev. In seveda to je za nas izrednega pomena, kajti mi bi lahko na tak način tudi organizirali ne samo v času sejma, ampak tudi izven sejma kakšen kongres, posvet ali konferenco, kar seveda sedaj ne moremo. Če bo šlo vse po sreči in bodo dobili vsa ustrezna dovoljenja, računajo, da bo do letošnjega sejma Agra objekt kongresnega centra že postavljen. Medtem ko se prenova mestnega središča Murske Sobote te dni seli na površine pred hotelom Zvezda, pristojni snujejo načrte tudi za severni del mesta. Kot kaže, želi tja mestna občina Murska Sobota umestiti objekt vodarne. Na območju Kopališke ulice se snuje nov prostorski načrt. Nedaleč od sedeža javnega podjetja Komunala Murska Sobota, vodnega stolpa in letnega kopališča naj bi v prihodnosti stal še obrat, ki bo s čiščenjem surove vode porabnikom zagotavljal kakovostno pitno vodo. To pa niti ni edina predvidena novost. Nove prostore naj bi namreč v sklopu zamišljene ureditve v okolici Visitor centra dobil tudi Pomurski regionalni center Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Kot je razvidno iz gradiva, objavljenega na uradni spletni strani soboške občine, bi na tamkajšnjih parcelah določili prostorski izvedbeni pogoji tako, da bi v območje umestili objekt vodarne in objekt ZOTK. Vrtičke bi medtem postavili sedanje lokacije na vzhodni del zemljišča, kamor bi po potrebi lahko umestili tudi večnamenski objekt. Pred sprejetjem odločitve o začetku priprave tega prostorskega načrta za območje vodarne občina nudi tudi možnost sodelovanja zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pobud. Nogometaši Mure so včeraj v Murski Soboti odigrali prvo pripravljalno tekmo. Nasproti njim je stal ZTE, srečanje se je končalo z remijem.
Črno-beli so zakorakali v drugi teden priprav, včeraj pa so odigrali tudi prvo pripravljalno tekmo. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, v drugem pa so gledalci videli 6 zadetkov po 3 v vsaki mreži. Moramo se zavedati, da je ZT čez 10 dni ima prvenstvo, mislim, da ali celo manj. Enostavno naša prva pripravljalna tekma, glede na to, da smo v bistvu nasprotniku dovolili s kontranapadom dajati gole, po drugi strani sem pa z prikazanim, predvsem z tekaškim delom, zelo zadovoljen. Še 15 minut pred koncem so gostje vodili s 3-0 po zadetkih Kovsa, Gorenca in Maroše, pa se je tekma končala z remijem. Rezultat na takšnih tekmah ni v ospredju, vseeno pa veseli odziv po zaostanku. Saj to so pripravljalne tekme, niso prijateljske, zato je to zelo pomembno, da gremo tudi v zadevi zelo taktično, predvsem iz stališča, kako in kaj delovati, ne govorimo o napakah, govorimo o takšnih postavitvah, tako da in pri drugem, pri tretjem golu smo bili v takšnem smislu zelo slabi, ampak to zaradi tega so pripravi, zaradi tega se bomo popravili. Po drugi strani pa se strinjam z vami, da je po 3-0 se vrneš na 3-3 ena zelo pozitivna zadeva. V dresu Mure so se predstavili vsi trije novinci, Renato Simič, Staniša Mandić in Jan Gorenc. Zelo pomembno je tole, da so osredotočeni, da želijo delati, da želijo napredovati. Verjamem pa, da bo iz treninga v trening boljši, vsekakor pa ne gre pričakovati, da po pripravah, da bo oni tisti ta pravi, in pokazali, česar so sposobni, ampak moramo jim dati čas, morajo se spoznati na okolje, morajo spoznati ekipo, morajo spoznati naše principe, ampak definitivno z pristopom pa za njihovo voljo sem zadovoljen. Šimundža je s potekom priprav zadovoljen. Zelo dobro, tudi tile, kaj so poškodovani, se že počasi vračajo, verjamem, da se bojo čim prej priključili treningom. Po drugi strani pa, kar se tiče fantov, pristop je odličen, vsi so zelo zagnani, zavedajo se, kaj pomenijo priprave, da je to glavni del za celo leto, tako da z tega vidika je zelo pozitivno. Nova pripravljalna tekma je na vrsti v soboto, takrat bo nasprotnik ekipa Međimurja. Za stekleničko vina mariborske Stare trte so na dobrodelni licitaciji na Poljskem iztržili 1200 evrov. Zbrana sredstva so namenili za zdravljenje otrok. Stara trta, ki raste na mariborskem Lentu, je starosti več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga ustekleničijo v stekleničke umetnika Oskarja Kogoja in ga uporabljajo za protokolarno darilo. Stekleničko Stare trte je mestna občina Maribor tokrat poklonila fundaciji Veliki orkester božične dobrodelnosti iz Krakova. Gre za največjo nevladno in neprofitno dobrodelno organizacijo na Poljskem, ki je v preteklih 27 letih zbrala več kot 250 milijonov evrov in poljskim bolnišnicam donirala 61.900 kosov medicinske opreme. S tem sodelovanjem si občina Maribor obeta turistično promocijo, saj na Zavodu za turizem Maribor Pohorje Poljsko prepoznavajo kot veliko in pomembno tržišče. V NLB opozarjajo na nove poskuse zlorabe prevarantov s telefonskimi klici. Poglejmo, kaj storiti, če prejmete tak telefonski klic. Prevaranti takšni ali drugačni so vedno znova na preži. Tokrat skušajo kar preko mobilnih telefonov od sogovornikov pridobiti podatke, kot so številka plačilne kartice, CNC koda, številka osebnega računa in podobno. V NLB poudarjajo, da banka tovrstnih podatkov nikoli ne pridobiva v okviru telefonskih pogovorov. Vse prejemnike tovrstnih telefonskih klicev v NLB svarijo, naj svojih osebnih podatkov preko telefonskega klica ne posredujejo. Če pa so to morda že storili, naj nemudoma prekličajo ali blokirajo svoje plačilne in kreditne kartice. Plačilne kartice lahko stranke NLB za uporabo zaklenejo prek mobilne denarnice NLB Pay, kartice z odloženim plačilom pa prek mobilne banke Klikin ali s pomočjo bančnih strokovnjakov NLB prek videoklica, spletnega klepeta ali telefonskega klica na številko 01 477 2000. Na sobotainfo.com poročajo o tem, da so za leto 2020 zagotovljena dodatna sredstva za javna dela. Koliko sredstev bo namenjenih, preverite na sobotainfo.com, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice.
Jutri bo na zahodu dokaj sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost. Zjutraj in dopoldne bo ponekod tudi megla. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka čez vikend. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 5 stopinj Celzija. Opoldne ste v Murski Soboti in Krajinskem parku Goričko namerili 1 stopinjo, v Lendavi 2 stopinji, v Radencih pa 3 stopinje Celzija. Jutri bo na zahodu dokaj sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost, zjutraj in dopoldne bo ponekod tudi megla. Šibka burja bo zjutraj ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru okoli -2 stopinji, dnevno pa okoli stopinje nad ledišče. V soboto bo oblačno, dopoldne se bodo v zahodni in deloma v srednji ter južni Sloveniji pojavljale manjše padavine, po nižinah bo večinoma deževalo. Na Primorskem bo popoldne zapihala burja. V nedeljo bo oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, tam se bo popoldne jasnilo in tudi drugod se bo začela oblačnost trgati. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okoli 0 stopinj, čez dan pa od 0 do 7 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Hvala, da ste bili danes z nami v našo družbo, seveda vabljeni spet jutri. Nasvidenje.